Kaj je slam poezija? Še mogoče kdo ne ve, če ne veste, lahko napišete v komentarju, kaj? Jaz sem zdaj kliknil to na YouTube in ne vem, kaj se dogaja. Mojca, povej mi več o tem. Tako da, komot lahko zdaj pišete v komentarju, prvič poslušam slam, kdo za vraga si in kdaj končno pridejo dobre stvari na vrsto, kot so krasne slamerke in krasni slamerji. Danes bo prav posebno tudi zaradi tega, ker običajno oživljeni jezik poteka redno vsak drugi torek v mesecu v Vetrinskem dvoru. Tokrat pa ne bo temu tako. Ne bomo zbrali 3, ki bodo ocenjevali lepo in dvigovali kartončke in rekli, hej, moje ocene so tele in jaz to pridno pišem in potem računam in si jih glavo razbijam. Ne! Danes lahko prav vsi, tudi ti in tudi on zraven tebe in več kot 5 glastenk ni skupaj zdaj, ampak vsi lahko glasujete zdaj in sicer imate že link do Google Drive-a in sicer anketa, ki je na spletu, formular je čisto enostaven, imena so napisane zraven pa številka od 1 do 10, pri čemer je 1, o moj bog, zakaj mi internet dela, in 10, wow, hvala bogu, imam dobro povezavo. Tako da, ocenite od 1 do 10, kako so vam bil všeč nastopi, ne gre zgolj za tekst, ki ga slišimo kot, to me zdaj res ganilo do srca, ampak gre tudi, kako je performance, torej, ali je bil zelo izviren, ali je zelo gestikuliral, ali je bilo samo čudno, ker je gestikuliral, pa boljš, da ne bi. To vse danes ocenjujete. Jaz bi tako vprašala, ali imamo že enih, rečemo najmanj 3 osebe, ki so rekli, jaz sem kliknil zdaj ta anketni formularček. Imam tudi danes teto iz ozadja, to je Nina Medved. Nina Medved bo pogledala vse, kar boste zapisali in mi rekla preko zvočnika, ja, nekaj ti piše, mogoče je fajn, da greš pogledat. Nina, se je že temu zgodilo tako? Ne, nažalost, še nismo prejeli, žirija pravi, da še nismo prejeli nobenega sporočila, ampak kolikor bi naše gledalce karkoli zanimalo, se lahko oglasijo v chat na YouTubeu in so z nami v živo. Kaj? V živo? Saj vemo, nadaljavo gre tudi v živo. In sicer, pa bi še enkrat torej hitro povedali, kaj bojo počeli vsi tile, ki so z mano okrog in okrog. Ti vsi imajo svojo avtorsko pesem. In ne le eno, ampak kar 2, ker imamo 2 kroga tekmovalna. Torej imajo 3 minute časa, da predstavijo to svojo poezijo na najboljši način, kar se le da. In vi to ocenite, date točke od 1 do 10 in potem naslednji krog, vmes imamo glasbeni premor in potem gremo še en krog in potem gospa Nina preveri vse to, če je v redu ali pa če ni v redu, bo pač ona neke ocene napisala notno, vse ne. Ne bo, Nina je poštena, glej, očala ima, sami pošteni ljudje imajo očala, ali pa tudi ne. Kot opažate, slam poezija ni najbolj resna poezija, lahko pa je resna. In danes smo lahko tudi za en trenutek tudi malo resni, ker imamo prav posebno nagrado današnjega večera. Ja, zmeraj so običajno neke hecne nagrade ali pa knjižne nagrade, hecne knjižne nagrade. Danes pa imamo prav posebno nagrado in sicer v imenu zmagovalca, zmagovalke bomo donirali za revijo Kralji ulice. Namreč Kralji ulice prodajajo svoje revije običajno na ulicah, pred kakšnim Mercatorjem, kjerkoli in lahko kupujemo njihove revije, imajo tudi literarni kotiček. Rene, ti dostikrat objavljaš kaj takega, So te že v Kralji ulicah dostikrat zapisali kakšno tvoje delo, ne? Rene zdaj razmišlja in ne rabiš dolgo razmišljati, videla sem te v Kraljih ulicah, brala sem tvoje stvari. Pišem, ja. Pa lahko se pohvalim, da sem tudi za Majske Kralje ulice napisal članek in se odpovedal honorarju v sklad za pomoč prevajalcem.
Ja, in to je res krasno. Ja, prav je, seveda. Ja, in škoda je, da zdaj pač tega ne morejo upravljati in če ste tudi vi Brez eni... njih ni nas, nekaj pišemo. Tako je, res je. In prav je, da tudi mogoče v teh trenutkih pomislimo, da imamo mogoče kakšen evro več, pa tudi mi pošljemo kakšno malo donacijo ravno njim, ko jim že prej vsak evro prav prišel, pa zdaj, ko nimajo te možnosti, da jim lahko še malo pomagamo. Nič, Nina, a smo že dobili koga, ki je rekel, jaz bi bil sodnik, oziroma jaz sem bila sodnica? Pravkar sem se priklopila v chat in videla, da je tu cel kup ljudi, ki išče našo spletno glasovalno anketo. Pravkar so dobili tudi link v chat, tako da upam, da se bodo zdaj prijavili noter in se pripravili. Z veseljem poporočam tudi, da je nekdo zelo pohvalil mojo obleko. Tvojo? Moja. Namreč. Čekaj, to je bil zdaj spodnji del obleke? To je sredinski del obleke. Nekdo te je mogel že prej videti, ker jaz se sam tu vidim, ali pa ne, moj bog, kakšno cool ramo ima, to bo krasna obleka. Ja, kakšno krojene. To je. Pa Nina nosi tudi broško, če sem prav videla, Slam zverinka, ne dam? Res je, danes sem Petra protegirana, Pa Petra tudi, ja. znamčena do konca. Ja, in ko smo že pri značkah, a veste, kaj bo darilo za današnjega zmagovalca? In sicer vsi imamo Facebook profile, če ne je pa skrajni čas, da si ga naredite, da boste lahko prejeli Ne vem, kako dobro kamero imam, verjetno ne tako dobro, da se bi to videlo. Če lahko kdo prebere, naj zdaj pošle like. Ja, vidiš, ni lajkov. Ker mi smo se pripravili na koronavirus s tem, da imamo WC papir, hrano, ampak se nismo pripravili z dobro kamero in dobrim internetom, teda vseeno je, ko pride zadnji dan, veš, da si izbral napačne stvari. Kdo bo zmagal na prvem slam pesniškem dogodku, ki je tokrat virtualno obarvan? Nina, kaj praviš, glasovnice že prihajajo, kaj ne da? Ful ljudi reče, končno hočem biti sodnik, ki me nihče ne gleda in reče, moj bog, zakaj si dal tako nizko oceno? Danes ste lahko anonimni in ta pogled je za vas. Mi vse vidimo. Namreč tam zgoraj, če pogledate v desni kot, je mala rdeča pikica, to je naša kamera, ki se tudi dotakne k vam. Ne, poglejte rejši v medvedkove oči. Vsem smo. Ja, Nina Medved je že bila tako. Jaz se pišem Nina Medved. V resnici sem ukradla vse vaše pliškote. Ja. Ne, danes je res lepi trenutek, ko lahko ful ljudi glasuje. Običajno imamo zadnji finalni krog, ko se odloča o tem, kdo je zmagal in potem publika ful ploska. In če bi danes to izvedli, ne vem, kako bi to izgledalo. Verjetno bi dobili ful emojijev. In potem bi jih ni naštela. 130! Ja, kar bi čas, mislim, pač ful bi časa zapravili, tako da. Rene, če jaz prav vidim, nimaš zvočnika vklopljenega. Nina, kaj začnemo? Jih imaš že dovolj? Poročajo mi o določenih težavah, da na chatu na YouTube ne prikazati povezave, tako da bomo pravkar objavili na naši Facebook strani Slam Zverin. Tako da vsi spletni sodniki, čez 2 sekundi imate dostop do ankete. Ja, torej, Slam Zverine na Facebooku, priporočam tudi drugače v pogledu. Drugače pa se še dogajajo mnoge stvari in sicer, na primer, a veste, da je to pod okriljem MKC Maribor, oziroma MKC Črka,
Ja. Pa pred nami so zdaj slovenski dnevi knjig, ne? Kako se bo to zdaj izvedlo? Jaz vam rečem od 20. do 25.4. najbolje, da malo pogledate na njihovo Facebook stran, ker se bodo dejansko odvijale nekatere aktivnosti in je res cool. Torej, MKC. Slovenski dnevi knjig. Tako, zdaj smo vse povabili še na naš Facebook. Zdaj, ko imamo samo računalnik, telefon, laptop, od brata ukraden računalnik, od babice vzen mobilni telefon, imamo vse, kar rabimo. Ankete, upam, da so zdaj v rokah pravih sodnikov in sodnic, ki bodo modro klikale in bodo povzročile nasmeh eni izmed teh oseb, ki bo lahko imel nevredni budget, ki ga se tako temu reče, Nina? Badge. Budget je denar. Tega nimamo, dajmo roka na srce. Niti prostorov nimamo, to smo doma, imamo, kaj imamo. Eni imamo slušalke, eni imajo celo slušalke in mikrofon. Ja, sekakor broške, se temu reče broške, potem ne. Značka. To je slovenščina in to je to, kar rabimo. Značke, ki bojo krasile lahko vaš Facebook profil, kar bo pisalo prečudovito. Ja, ker imam doma samo črno barvo, drugače vi dobite v barvi. Torej, če vas bo zanimalo, kakšna je barva tega lepega, vam priporočam, da sledite tem ljudem zdaj po Facebooku, po dogodku, da vidite, ko se bo dalo to naenkrat za ozadje, mislim, za profilno sliko, to bo krasno. Ljudje bojo te nasmejali, predvsem pa sami sebe, ko boste imeli ta... Jaz sem razmišljala, a je to packa, ali je sam nekdo kihnil, ali... Prečudovite barve, prečudovite barve. Jaz imam pač sivo. Nina zgleda tako, da imaš dovolj ljudi za anketo? Jaz zgledam tako, kot da se je pravkar nekdo oglasil na chatu na YouTubeu, ki ti je želel priskočiti na pomoč, pravi, da je priponka. Priponka? Ja. Ariela se ne strinja. Da so broške. Aha, to zdaj pri Facebooku priponka, aha. Ja. Jaz sem zdaj hotela iti, priponke imam nekje za papir, sem čakala, da jih grem iskati. Ampak mogoče je priponka in si pripneš na sliko, zveni, kot da je bila to dobra pripomba. Hvala tebi. Ti, ki me razumeš, kljub temu, da sama sebe običajno ne. A smo že pripravljeni, Nina? A smo že pripravljeni? Po mojem, ja. Po mojem, ja, je rekla. Po mojem, ja. Zdaj ne bomo nikoli. Zdaj pa nikoli. A ste tudi vi nastopajoči, dragi moji, pripravljeni? Če ste, dajmo Meni je še tak si samo releva. Ja, to imaš. Jezik ti dan, to imaš. Torej, dajte zdaj prvo razmišljati, da ne bomo ocenjevali ene osebe, kar tak na začetku, pa bo kaj bo, ampak bomo eno posebno osebo ocenjevali Nino, tako da na Nini se lahko zdaj še življate, potem na nastopajočih ne tak res. Nina je namreč ta, ki bo vas malo kalibrirala, torej bo malo pogledala, kako se ocenjuje, da če ne ocenjujete v redu, vas jaz malo požugam in kažem prst. Če pa se zdi, ful lepo ocene ste mi dali, samo za mano so še boljši, mogoče je bolje, da malo premislite, komu dati 10, komu dati 8, komu dati 6 in koga res nimaš rad in mu ne daš niti 2. Tako da ste pripravljeni za Nino in njeno prvo poezijo. Torej Nina ne tekmuje, ona sam preverja, kakšnem vzdušju ste zdaj. Nina, izvoli. Hvala. Tako. In glede na to, da berem. Če bereš, potem moraš obvezno imeti klobuček.
ali pa nekaj v glavi. Nadvlade- Trenutno Na- moj edini klobuček, ki ga spravim poleg teh slušalk. To je rdeči Hansaplast. Ne. Špangica. Roza špangica. To bomo šteli danes kot funny hat, torej smešni klobuk. Nina, oder je tvoj. Kako smo po volku in divji mački udomačili tudi lastna telesa. Da zdaj kiparimo njihovo obliko, belimo, brijemo, bohotimo njihovo ovojnino, jo olupljamo v obliko sadja in črk, neizprosno dirigiramo njihovemu ritmu, začutimo lakoto nam to natančno, utrujenost, če se jo lahko privoščimo, rojevamo, ko smo naposled pripravljeni. Smrt smo naučili, da počaka in odslej podlegamo le nesrečam, boleznim in čakalnim dobam. Živali, ki nikoli niso našle prijaznega lastnika. To je bila prva poezija, ki ste danes slišali, prva slam poezija. Zdaj si pa dajte duška. Nina, a si ti napisana v tej anketi kot testni preizkus? Tako je. To je Nina Medved, ki je bila. Tako da zdaj hitro vršimo vse ocene. Če vam je bilo všeč, če vam je bilo ne, če vam je bilo zelo lepo, če ste se vživeli v to, če vas je dosegla tudi, če smo zdaj zelo daleč. Nina, kakšne so bile ocene? Jaz ne vidim sproti ocen. Se pravi, obiskovalci bodo ob koncu večera oddali vse ocene hkrati in potem bomo dobili veliko razglasitev. Torej, zdaj ne bom nikoli izvedela, koliko si ti dobila. Nikoli, nikdaj. Ne. Upam, da ste bili pošteni, če nič drugega, Nina bo to gledala, tako da upam, da je ne boste razžalostili preveč, ampak samo nasmejali. To, potem pa še ena stvar, če ste zdaj ogreti in pripravljeni, videla sem, da so ljudje tudi pisali, da pridejo te zabavne osebe, zdaj ste imeli še eno zabavno osebo, zdaj pa sledi prvi tekmovalec današnjega virtualnega slama in to je, če ste zdaj doma, lahko veliko na glas ploskate, če ste v bloku, mogoče raje tleskate za Matico Ačka. Naša srca so črna in svilena na otip. Vročina ni nikoli enakomerna. Prožnost ni samoumevna. In vendar utripajo. Vsak utrip odkruši iz njih ščepec črnega prahu. Zato je vsak utrip malo, skoraj neopazno, tišji. Naša srca puščajo črne madeže, zato lahko rišemo z njimi po papirju, kot z vsakim kosom oglja. In rišemo naivne ikone srca, kot bi ne vedeli, kako v resnici izgleda. Z vsako črto pustimo na papirju ščepec črnega prahu. Zato je z vsako črto tega srca malo, skoraj neopazno, manj. Naša srca trosijo žametne saje v veter in nekatera se razgradijo prej kot druga. Ampak ni obraba tisto, česar se bojijo. Vsi smo izkusili, kako oglje razpada pod prsti in nekateri nadzorujemo svoj prijem slabše kot drugi. Zato ga meni ne dajete naivno, da bi risal z njim. Ne meni.
ki bom morda risal, dokler ne bo nekdo umrl. Hvala. Bravo, bravo. To je bil Matic Ačko, ki bo risal do smrti. In sicer vam je bilo to všeč, se poistovetite z njim, dajmo hitro oceniti, to je bil Matic Ačko. Lahko pa tudi kaj komentar napišete na YouTube, mislim, da sem bi vsakrat veselil nekega feedbacka, običajno vas pogledajo ljudje v oči in ugotovijo, če vam je bilo všeč, če ne, tukaj bojo gledali v vaše emojije. In gremo mi kar naprej in naslednja je Petra Kokol! Jaz sem tako na pol brala. Ok, če na pol bereš, moraš imeti vseeno to na glavi. Če bi bila na glavi, ne boste videli, tako da Aha, ok. tu bom imela. Bil je funny enkrat. Ja, res je, in sicer oktobra. Mogoče se tudi lažem, kdo bi vedel, Mojca se dostikrat laže. Ne, se ne, ampak ne ve. Nič, prezentiraj svoj klobuk in izvoli Petra. Kako naj vsem priznam, da sem že desetletje nič oblečen človeško ime. Olupek nečesa, kar bi moralo biti vsaj pridevnik s pozitivno konotacijo, če ne že ženska z boki in drugo maščobo, ki daje novo življenje. Kako naj pogledam še eno ogledalo in preštejem vse te črte, ki ne vodijo nikamor, vse brazgotine in gube in vsa jezera krvi neznanega izvora. Ampak, če sem vsaj resnica, je to dovolj, da upravičim ves kisik, ki ga po noči kradem ljubezni, podnevi pa porabljam za nočne more svetlejšo podlago. Če sem vsaj črno na belem, mi je dovoljeno ne biti mi žal? Hvala. Kaj pravite torej o Petri? Rada bi omenila, da imamo že komentarje, bravo Matic, in ne lažite nas, nehote, nikoli ne zanalašč, lažemo. Včasih se zgodi, da se utopimo v tem, tako kot utaplja zdaj svojo žejo Petra z vodo. Torej, Petra, koliko je bila to, hitro ocenite še njen nastop. In naslednji je Jani Drel. Bravo! Dober večer, naša nevidna virtualna publika. Jaz bom bral in si bom dal kapo na glavo. Ob zori, ob mraku, ob ščipu in laju je čas. Je hiter, je mečkav, ko vse stoji, se ne premakne. Zdi se, da ob sori nikoli ne pride. Nikamor ne moreš, ne smeš, doma ždiš, čakaš. Hvala. Ja, zdaj, če doma čakate in ždite, hitro kliknite, ali vam je bil Jani. Zdaj sem videla šele, da imaš Janez Drel tukaj. V anketi si verjetno Jani. Mogoče pa tudi ne, Nina bo zdaj pokimala, ali pa sem šobico naredila. Aha, ne, nimaš zvočnika, tako da, mislim, mikrofona. Pravim, da je Jani njegov stage name pri nas. Aha, tako da je v anketi pod Jani. Ja, ljubkovalno, Jani. Jani, ok. In naslednja, meni v veliko čast, da jo lahko naslovim kot našo trenutno državno prvakinjo, Eva Kokol, bravo Eva. Kokal. A sem zdaj prav rekla? Ja. Ok, izvoli Eva. Misliti sebe. Nebo je enako neulovljivo, kakor pogovor o poeziji. Vsaka prozorna lahko odseva modrino. Od blizu ni ničesar.
Čas se plazi skozi razbitine tistega, kar smo nekoč ljubili. Sonce najbolj zažari v opečnati, srce iz zemlje, zemlja iz ognja. Tek časa je v neprestajem prehajanju energij. Če smo vsi le frekvenca in če med nami samo zrak, ki z višino izgublja gostoto, so sončni žarki osnovna kalibracija. Narava je vesolje, vest neskončnosti iracionalnih števil. Moje življenje je nekaj vmes med težo tal in lahkotnostjo poleta. Tisti, ki gledajo v oči, poznajo oba ekstrema. Prvi je molk in drugi je smeh. V osnovi sem samota, ki govori o vsevednem imenu, pravzaprav pa niti sebe ne pozna. V tistem, preden spregovorim, je najprej polno tišine. Izgubim občutek za orientacijo, vseeno megla me ne rani. Največ, kar sem videla in največ, kar sem kdaj izgubila, je enake vrste iluzija. Vsa preteklost nenapovedana čaka, da iztrži svoje minute. Sentimentalno drobim minevanje in ne računam obletnice, medtem ko sem prisotna v edinem času, ki obstaja. Einstein je rekel, da nas bo ljubezen odrešila, če nas ni že. Ne vem, ne verjamem v čas, vse je relativno. Verjamem v nostalgijo in da so spomini zgrajeni iz zamrznjenih povečevalnih stekel zamrznjene peščene ure. Mislim, da je poezija privilegij nas, ki kolažiramo sivino, da oscilira v mnogoterost barv. Moč kreacije je moč Boga, nikoli ne zamenjam. Vedno raje izgubiti, kot nikoli imeti. V tem je skrita predrznost in za njo pogum. In za pogumom to srce, ki je moja največja poguba, najbolj čuvana skrivnost, steber moje osebnosti. Kaj vse me ubija, to vse me oživlja. Dihati sem se naučila v dežju. Kaditi sem začela zaradi ognja in samote. Verjamem, da so v žerjavici prehodi v črne luknje drugih dimenzij. Tisti, ki nosi v sebi klic, sreča nekega dne svoj postopteren odmev. Nekatere stvari se zgodijo v hipu. Spoznanje vdihne vse dimenzije okoli sebe, šele v mirovanju ima čas smisel, postane prostor in v njem ravnovesje. Eksplozija medsebojnih gravitacij v smislu vse točke naenkrat in skozi njihovo postavitev v prostoru zasijajo razmerja, vzrok, posledica osmišljena. Kakor na vrhu gora ustaviš svoje iskanje, tako misel obmiruje, če ji daš namen. Za nalašč se ostavim tik pred ciljem. Nuje po premiku, v stekleničenju, za hude čase. Eva. Z razlogom imamo tako dobro državno prvakinjo. Kaj menite vi, vam je bila všeč, Eva, kakšne ocene bi dali? Hitro kliknite ja, nekateri že sprašujejo, kje so te ankete. Še enkrat na Facebook strani Slemsverin, tam najdete povezavo do obraza, ko lahko ocenjujete ljudi nadaljavo. Ker od blizu ni ničesar, ne, Eva. In smo že naprej, še zmeraj se bojujejo za sloves današnjega najboljše slemerke večera in naslednji, ki je za to popolnoma pripravljen, je Rene Folker. Dober večer. Berem, zatorej klobuk. Prav je tako. Hotel sem napisati pesem o ženski, pesem o mami, o ženi, o hčerki, o vnukini, sestri, tašči, sosedi, o ženski, ki skriva se v sami besedi. A vsaka ni mama, ne vsaka ni žena, vsaka ni taka, ni ista kot ena. Ženska po novem je, kdor se to kliče. Sem tudi jaz? Se koga to tiče? Bog je ustvaril moškemu družbo, žena je možu dana v službo, tiha, pokorna mora trpeti. Vernice, drage, kak morate verjeti? Kje je svoboda znotraj ograde? Dajte se zmeniti, kaj bi ve rade, ne druge, čisto z navade, žlehtne prikrajšati se za nagrade. Slikarka si, pesnica, delavka, vodiš, dobro stoletje lahko celo voliš, kmetica v vesolju,
ladje krmariš, resnica, pravica, po žensko trmariš. V politiki vedno bolj si prisotna. Družba pa dvomi še zmer neenotna, kje ti je mesto, kam te spustiti, kam dovoliti, pred čem te še skriti. Po ženski pisati, v okvir je jo dati, ta družba se trudi boljša postati. Kje ti je mesto, kam te spustiti, emancipirana, navzven enaka, hkrati pa čistla moža, junaka. Ženska še dolgo bo predmet prepira, zato predlagam, vsaka naj sama se zdefinira. Hvala. Bravo, Rene. V anketi ga najdete kot Rene, tukaj ima sicer Renato napisano, ampak vsi vemo, da si ti Rene. Mimo grede imaš že en komentar, da imaš lep klobuk oziroma klobuk kot se šika. Tako da nekdo je oboževalec, če nič drugega tvojega klobuka, verjetno tudi tvoje poezije, ki je bila tokrat namenjena ženskam. Ali pa prav vsem, ne? Torej, imamo naslednjega, ki se nam pridruži in tokrat je prvič z nami, upamo, da ne zadnjič, Nik Škorjanc. Nik je danes prvič na odrih, tako da rabi ful zdaj motivacije, tako da dajte mu ful pozitivnih misli zdaj v ekrane, tako da pride skozi ekran do njega, da bo res tako, ja, zdaj to ni bo da hudo, ostati na odru, a ja, ne, ker sem zdaj na kavču doma. Tako da, Nik, jaz verjamem, da ti bo veliko veselje. Jaz vem, da boste vi v komentarje napisali vse, kar si mislite o tem, o tvoji poeziji. Ne bom predolgo vezla, enek na zadnjega. Ja, tudi jaz bom na pol bral, da bom dal kapo. Okay. Pred mano sediš, čeprav nisi z mano. Samega me pustiš, skupaj so to nezdravo hrano. Toliko ti imam zapovedati, a tebe ne zanima. Podatek pomemben ti moram predati, a tvoja glava samo kima. Odganjaš me stran, tehnične težave, odšel bom kot dan, tehnične težave. Kaj sploh imam od tega, da tukaj s tabo sedim? Ti počuti se mega, a jaz svoj dolgčas krotim. Če vprašam te kaj, rečem, mrkomer mraž. Odgovor čakam v maj, a lahko vsaj signal oddaš? Vez med nama se prekinja, tehnične težave, pomaga nam lahko le blaginja, tehnične težave. Ne vidim tvojega obraza, le odgrizneno jabolko na črni podlagi. Bojim se tvojega poraza. Pusti to in pojdi proti zmagi. Pred sabo imaš drogo, tega se ne zavedaš, a ne? Čeprav imaš prijateljev mnogo, ti prijateljstva v glavo ne kane. Napaka v sistemu, tehnične težave, tako računalnik rekel bi, tehnične težave. Ne bom več dolgo tako tiho sedel poleg tebe. Svoj pogled bom odstranil mrko in mogoče bom ponosen na sebe. Za konec naj še dodam, sovražim ta tvoj telefon. Brez njega ne vem kaj. Ta telefon. Ja, se je obrestovalo, da ste pošiljali veliko simbolčkov ploskanja. Mislim, da si to začutil. In ne, ni bila tehnična napaka, da ste slišali tehnično napako. To je bil del performansa. Vse je v redu, če pa štekamo, se pa opravičujemo. Nekateri nimamo najboljših povezav in vam verjetno prinašamo nekoliko tegob. Bližamo se in pred nami je konec prvega kroga, kar pomeni, da se vam bo kot zadnja predstavila Ariela Herček. Tudi
Ariela bo brala, tako da zato ima tole čepico. Čakaj. Ja, jaz Klobuček. se opravičujem. Mogoče tako, da se malo spoznamo za publiko. Dajte en emoji noter za človeka, poklic, ki bi najbolje nosil tale klobuk, lahko tudi kakšno žival. Na koncu si bomo predstavljali Arielo, kako izgleda s tem klobukom kot morska zvezda. Ne, Ariela, izvoli, odar je tvoj. Hvala, samo malo. Okay. Nekaterih spominov ne pozabimo. Ne zato, ker ne bi boleli, ampak zato, ker bolijo preveč. Obstajajo knjige polne poskusov ponovnega življenja, njihove platnice črne s pepelom dotikov in vedno obstaja skriven kotiček v mislih, kjer bolečina gori svetlo kakor magnezijeva zvezda. In naučila sem se, da so laži govoreča ilustracija človeškega razočaranja nad samim sabo. In nenehno sem razrvana, kakor da skozi me divja vojna in se odločam med tem, ali bi zaprla oči pred neprijetnim, ali bi gledala dogodke pred sabo, kakor v filmu. Ampak hkrati vem, da kamorkoli že gre vsa ta divjina v meni, je kraj za počitek in nežnost. Morda nisem nekdo, ki pozabi na slabo, morda sem nekdo, ki se namesto tega spomni na dobro. Hvala. Bravo, Ariela. Ja, ta je bila pozitivna, je bila všeč. Tudi jaz sem oseba, ki rada je gleda, da je svet poln sladkornih penic. In če pač se zgodijo slabe stvari, je to del tega, ampak zakaj se bi tega spominjal? Ne. Fajn je, da vemo, da se dogaja stvari, fajn je pa tudi, da najdemo samo pozitivno ni. A ste vi tudi pozitivno naravnani, potem priporočam število ne, dajte oceniti pošteno, tudi če ste zelo negativni, se vam pa zdi Ariela krasna slemerka, dajte dobro oceniti in s tem bomo zaključili prvi krog. Prvega kroga ni več, konec. No, edino, če greste zdaj nazaj pogledati, pa še enkrat, ker zdaj na YouTube in ko enkrat na internetu, je za zmeraj. Kar sploh ni nič paničnega. Razen, da se lahko nekdo odloči in prešteje vse moje kikse, ki sem jih bom danes pripravila. Ampak nič za to, mislim, da je čas, da imamo poezijo v glavi in v srcih, ampak da rabimo zdaj mali predah. In sicer Matic Ačko je za nas pripravil en instrumental. Škoda, zdaj ne vem, a ste ga videli, ko je tako proč odmah. Ja, ker zdaj smo ravno kar v njegovem studiu. Matic ima namreč studio, kot vidite, ima zvočne izolacije z dekami. Tako da, Matic, ko boš pripravljen, povej, da te bo Nina tako lepo kliknila v kader. Hvala, Nina, za vso to tehniko. Tako da, če se vprašate, kdo za vraga jih tako lepo klika sem tja, da na velik zaslon in na mali zaslon, to je Nina, super Nina. In zna klikati na prava mesta, za razliko od Mojce, ki bi se zaprli. Tako da, Matic, izvoli.
Bravo, Matic, bravo. Ja, to je bil glasbeni dih. Če se vam zdi, da se je Matic zmotil, ne, šteka vam. Nič drugega ni, ali pa je samo meni štekalo. Matic je to včeraj se odločil, da bo nastopil. Pravzaprav se niti on ni odločil, tako da... Hvala, da si to povedala, Mojca. Ne. Meni je bilo všeč. Povej zdaj, kdo se je to odločil. Nina je bila. Nina je ta, ki stiska prave stvari. Jaz sem tista, ko malo polivam na ogenj. Vsekakor. Naloga je, da si izmišljujem stvari, ki jih morajo ljudje delati. Tako da. Ne, Nina, dokler te ubogajo, je vse v redu. Mimogrede, Ariela, Milan pravi, da bi bila prečudovita hobotnica. Tako da, hobotnica in tvoj klobuk, to bi bilo to. Hvala. Sicer moram reči, da sem imela nočne more v hobotnicah tak par dni nazaj zaradi ene družabne igre, tako da... Glej. To ni cool, ampak hvala. Nočna mora traja. Nikoli se več ne bo nehalo. Ne. Tudi Nik je dobil veliko pohval, eden je rekel, jaz ti dam 10. Toliko o tem, da bomo anonimno ocenjevali. Ne, ni pa nekaj. Vi kar dajte pisati stvari gor, zakaj pa ne. Matic, tudi ti si dobil veliko plosko, Žan ti pravi plosk. Hvala, Matic, plosk. Tako da... Sem videl, ja. Tako da hvala vsem, ki komentirate z mano. Mislim, naše stvari komentirate, da jih lahko malo bolj uprimemo, da vemo, kako se vi počutite, pa vse nazadnje slam ne more obstajati brez publike. Tako da, hvala, da ste z nami. Nina, ti znaš ziher povedati, koliko ljudi je z nami? Ja, je to 47? Ja, cel večer smo nekje med 40 pa 50 gledalcev, kar je malo več kot sicer v klubu Vetrinskih, da... Tako da ja, danes smo vas malo več nekaj strpali, malo smo stisnili, malo smo se izgužvali, pa je bilo lušno. Hvala, ker komentirate,
komentirajte še naprej, glasujte naprej, ker to je drugi krog. Ta. Joj, a Matic, a si ti že tako pripravljen, ker zdaj bi mogel biti ti prvi, sem si imel še glasbo. Aha, veš ti, ja, Matic je ravno kar hitro priletel iz studia svojega, se je odpeljal v avto, prišel v... Noro, kaj se vse dogaja. Ne, Matic je pripravljen, prej smo slišali, da bo še risal do smrti, kaj bomo pa zdaj slišali? Ok. Ta pesem pa je prevod poezije, ki je napisana v emojijih in je bila napisana kot prijava na letošnji natečaj MKC-a Ali govoriš emoščino. Tako da lahko zdaj hitro greste na internet poiskati natečaj Ali govoriš emoščino, pa vidite tisto pesem njihovo v emojijih, pa to zraven poslušate. Pa bo logično. Bes je integralna sestavina tega narativa. Vendar sam vidiš ven. Sonce vzhaja tudi brez ubijanja. Gore so tudi brez dokapitalizacije. V Parizu in v Tokiu po noči slišiš iste sunke vetra in veš, da izdihuje umirajoči led. Svoboda je še zastonj v naših ustih, ampak svoboden si le še na selfiju, sredi neke poimenovane, označene divjine, ko za hip ni drugih hipsterjev. Tečeš le še za imidž, premikaš se le še na elektriko. Inverzija smiselnega elegantno diskreditira vse dokazljivo, logično, otipljivo. Številke te matrike migotajo v nenehnem spreminjanju in psevdo zadovoljni postajamo v praznini cinizma, ki ga je pustila smrt naivnosti. Bravo, Matic, ja. Če ste zdaj slučajno imeli hitro emoščino zraven pogledali, pa to vam je vse lažje. Če ne, pa lahko zdaj z tekstom gledate sličice, pa boste zdaj vse prepoznali. In naslednja je Petra Kohor! Jej! Še vedno imam nekje v kapo, samo da nimam. Ja, Čas pa, draga publika, lahko napišete par emojijev, ki mislite, da so bili noter v Maticovi. Obratni natečaj. Ja, obratni natečaj. Hitro napišete par emojijev za zgodbico. Petra, izvoli, oder je tvoj. Kljub vsemu so tudi zdaj še zmeraj stvari, ki so samo na kratko. Snežinke, ki ne upoštevajo pravil časa prostora. Magnolija, razsuta po nebu, ki ni modro. Toplota telesa zajezena v postelji, ki ni polna. Kljub vsemu stvari so, se rojevajo, umirajo, rastejo, nastajajo, minevajo. In ti? Kljub vsemu lahko dihneš, izdihneš. In ti, ker lahko dihneš, izdihneš. Dihneš, izdihneš. Dihneš, izdihneš. Ti boš enkrat spet tisto, kar ima poletje v pljučih. Hvala. Nikaj! Če ste zdaj pozabili dihati, to lahko skozi počnete, tudi če vam Petra ne govori, to lahko skozi počnete. Dajmo še par emojijev za dihanje za Petro. Ali pa juga, ne, ali pa snežinke, ker se je danes snežilo. Lahko date snežinka like ali pa snežinka, kaj zdaj delaš za vraga. In naslednji je Jani Drev. Jani! Kapico tega, vidim te, bravo še. Evo. Si z menoj ob soncu v zenitu, si z menoj ob mladi luni in v mlaju, si z menoj ob viharju v puščavi, si z menoj ob vsem besednem perfotanju, si z menoj na pesku najine ljubezni, si z menoj ob planju najine krvi, z menoj si. Z menoj si tudi ob pogrebcih mojega pogreba. Hvala.
Jani, mi smo s teboj in verjetno tudi še sodniki, ki zdaj ocenjujete hitro odkljukati. Ali želite, da je z vami še na Facebooku Jani z prečudovito, lepo priponko, sem slišala, da je to. Ja, Jani, zdaj to bomo videli sam še s tem. Če boš zmagal, če pa ne, pa šment. Smo pa s tabo, če nič drugega, smo s tabo. Hvala, da ste vi tudi še z nami. In naslednja, Eva Kokaj! Eva, vklopi si zvokec, da te slišimo. Hello. Prosti pad. Jaz vem in ti veš. In nekaj je, česar obe ne veva. In jaz stopam tam, kjer je še močvirje in ti se morda sprašuješ, ali je voda živo blato ali le ukraden kos neba v gladini. Molčeti odpiram gume, roke se mi tresejo. Dovoliš mi, da ne vprašaš ničesar. Poljubi se od obeh. Magnetizem zaiskriva, kadar se dotakneva. Izumljava besede, ločila, kažipote v megli. Nekaj, da bi pojasnilo, nekaj srčni utrip, nekaj, da se oprimeva. Saj nama niti ni mar za veter in tisti modri cvet, ki sem ti ga poklonila, ker ne vem besede za ta občutek, postane prozore, kakor zrak avgusta, kakor voda od blizu. Morda so celo preveč ustavili svet, celo vreme molči, niti ti nič ne rečeš, le nasloniš se name in jaz ne rečem ničesar, karkoli bi padlo na tla. In vse je neke vrste odločitev. Tudi ko pogledaš stran, ker ti srce utripa preveč in noben odprt prostor ne razume te ujetosti v mogoče, ki onemogoča samo sebe. Ti moraš razmisliti, jaz ponavadi obmolčim. Ko se vse umiri, je sever še vedno na severu in začuda se nič ni uničilo, le nekaj plevela je pognalo. Morda preveč za tvoje vrtnice, morda mene trni niti ne motijo. Vse ima svoj konec in vsak nekoč ima nekje začetek. Zato sem te vprašala, odkot se poznava. Ker nas vse sreča že olesenele. Največkrat zlomimo srca, kadar skušamo vase ujeti veter. In tako se me poimenovala, preden je plaz z mojega tilnika zasul močvirje tvojega naročja. Dajte par pokalčkov za Evo, kar se zasluži. Eva, lepo poezija imaš. Zmeraj rada prisluhnem. Upam, da se ne tresejo tudi vam roke, ko klikate. Dajte hitro poklikati, hitro ocenite. Če še niste, dajte zdaj še hitro za nazaj. Imate vsa imena, Nina je pripravila prelep spletni anketnik, da če še ne veste, kje ga najdete na Facebook strani Slam Zverin, se da to vse najti, hitro se poklikati, da jih izberemo na koncu skupaj zmagovalko oziroma zmagovalca današnjega večera. In naslednji je Rene Falker! Rene, odžeje se, pa podaj vse od sebe. Cele dneve se namakava v kamnitem bazenu stare rimske vile. Voda je prijetno hladna. V tvoj objem se počutim kot v varnem, rahlo kalnem tolmunu, vrtinec strasti. Provansa je lahko tako zelo dolgočasna, brezčasna. Brezskrbna mladost v naročju poletja na pragu jeseni. Veter prinaša slast. Po Božje te častim. Marmorne sanje. Saj bi ti rekel, da me pokliči s tvojim imenom, a se zavedam, da ne poznaš reference in te bom težko dobil izpod sence drevesa, pod katerim bereš tisti ogrošni časopis in se pretvarjaš, da razumeš prebrano. Mi je preveč znano. Ne vem, kdo si, ampak se mi zdi, da je v tebi nekaj, kar mi manjka. Nekaj ostankov prihodnosti, ki jim ni dano dozoreti. You
complete me, je rekel v ameriškem filmu v znakovnem jeziku v liftu. Spod košatih obrvi me premeriš, raztegneš usnice v tisto joker faco in vem, da boš čez nekaj trenutkov prišel gor in se bova dala dol. Morda bo dovolj, da se tvoj sok zrele breskve izlije na moj obraz in me zaznamuje sladkobnim, lepljivim vonjem pohše. To bo več, kot so sposobni v svojih barvah zrcaliti vitki v vetru rajajoči topoli. Kako rad imam pogled čez tvoj hrbet, dol do utripajočih ritnic, tik preden ti pride. Nekoč boš nesmrten v pesmi, ki bo ubila najstnikove zidalizirane sanje. Kmalu se boš vrnil. Sequel prihaja. Vem, ni fair, ampak post-coitum, omne animalu triste, esi vegalus et mulier. Jebi se, zguglaj. Ja, zdaj hitro googlamo, kaj je za vraga je René rekel na koncu kot punchline. Latinski izraz za po spolnem aktu, po seksu so vsi žalostni, razen petelina in ženske. To so te modrosti, ki jih dobiš, ko se učiš latinščino. Ne vem. Ali vas je v vrtinec strasti popeljal René? Dajte glasovati, dajte mu oceno, ki si mislite, da si jo najbolj zasluži ta strastni vrtinec. Nik, a si pripravljen? Prej si dobil enih ful motivacijskih ploskov, jaz mislim, da si zdaj zaslužiš enih ful motivacijskih rož. Tako da namečite mu rože z emoji, ananas naj postane roža. Karkoli želite, samo da ti pričaramo na smeh na obraznik. Si pripravljen? Velik aplavz za Nika! Ti si sadno drevo. Tvoja roka dotakne moje. Tvoj čas za mano ostane brez zvoka. Mi prinese toplino, nasmeh, preko usten zdrsi in priča enakost mojih ust. Tvoj dobroten pogled seva na tvojem obrazu. Beseda me pogleda in me objame. Pogovor me obdela in slabo voljo s sabo vzame. Me tvoj objem v varnost popelje. Solza izgubi na licu prijem in rodi se ljubezen. Ljubezen do sadnega drevesa. Ovoj bog, zdaj sem te popolnoma čutila, kak sem ti lepo podala žogo, kot da bi vedela, kakšno poezijo imaš. To Mojca ve, vrtnarji skupaj držimo. Torej, a ste tudi vi nametali, gledaj, koliko rož si dobil, od ananasa do sončnice, do Lupčka, nekdo ti je, kdo ti je poslal Lupčka? Koala 77, to ona je. Ja. Zadnjič, koala. Tonat mlajša od 76, ne. Torej, imamo še Arielo, ki je pripravljena. Jaz bi zdaj tudi rada tebi naredila taki uvod, sam ne vem, kaj me pričakuje. Dajmo, Arieli, ti si zaslužiš sonce, samo sonca naj ti sijejo. Dajte in nam dati polno sonca, žarkov, in oblaki, da ne tako bleščalo in dežja, da ne bomo ženi. Ariela, en velik aplavz. Hvala, Mojca, čudovit uvod. Ok. Svet je v svojem bistvu izgubljen v vesolju. Povem vam, te rože so nekoč rasle v puščavi milijarde svetlobnih let stran, ki jo poganja kri umirajočih zvezd. In lahko bi prisegla, da sem že videla tvoje oči, skrivajoč se pred brezimensko težo. Svet nima nobenega fizičnega ali metafizičnega smisla, naj se še tako zelo želimo dokazati, da je lunin pesek zdravilen ali da je energija univerzalno posvečena vsakemu bitju. Nekoč sem brala o drugih krajih in morskih nevihtah, ki v boju z apnencem ustvarjajo otroke zarjavelih zob in majavih okosti.
in nikoli nisem ugotovila, kako preživijo, ampak vem, da ta stara luč zahajajočega sonca ne more biti razlog. Izgubljam se v mestnih frekvencah pozabljenih jezikov, ampak kadar govorim o Zemlji, vam povem, naš svet je tako nerešljivo izgubljen, da ljudje na njem bijajo bitke s komerkoli in čimerkoli, samo da bi lahko ugotovili, kam spadajo. Hvala. O moj bog, kaj je prav. Danes mi gre, si slišala sonce, pom pa ti sonce vode, tako, Ja, danes sem motivirana, mogoče je bila asociacija, ker imaš rumena majica, ampak pustimo zdaj to. Tako, zaključili smo drugi krog, če bi imeli zdaj normalno užuljeni jezik, ker ga pa nimamo, bi imeli zdaj finale, grande finale in bi imeli dva, ki se bojujete, ampak ne, nimamo toliko časa, kdo pa sedi tako dolgo za računalnikom. Ne, okej. Mojca? Pravkar smo dobili novico po še 500. komunikacijskem kanalu, ki ga imamo vzpostavljenega spona, da imamo gledalce iz Makedonije. Pozdravlja nas namreč Elena Prendžova, ki je bila konec decembra pri nas. To so objemi pošiljati, Elena. Elena je cool, ja, dajmo vsi srčke. Elena, to je za te. Jaz ne znam mačarsko, če jaz znam do mačarsko, ne pošljem mačarski emoji, ne vem, a obstaja zastavice, obstaja, Ja, so te zastavice emoji, Nina, ti zdaj kime, ali pa Ja, sem mogoče makedonsko zastavico pošljem. Ja, ne mađarska, ja. Ja, jaz sem danes slaba. Vse to se zbrišem. Nikoli. Ja, o moj bog. Se pravi, čujem. Škaj, Mojca, to je zato, ker je pač prvi virtualni slam. Ne more biti vse popolno, politik zabavno. Kitaro, lega. Ja, legačko, da bolj njega kurec. Matic je pripravlja, ker zdaj sledi še en njegov glasbeni vložek. Ja, teda Eva, hvala, da si skrajšala mojo. Samo vadim, Eva, samo vadim. Ja, jaz tudi. Ja, pardon. Vse sem pokvarila. Lepe pozdrave, Elena, dobila si srček in tako je prav. Matic, ti si se odvadil. S tem, ko nehaš vaditi, ne vem, si pripravljen zdaj. Ja. Ja, ker zdaj bo... Oprosti, kaj si rekel? Koliko bom pripravljen, toliko sem zdaj. Bolj ne boš. Nina namreč je dala hitro svojo slikico gor. Vem, mislili ste, da je sam na miru, ampak ne, Nina je zdaj hitro šla računati te ankete in potem bo mi sporočila slavni SMS ali v enem izmed mnogih kanalov, ki jih imamo zdaj odprti, mi posredovala, kdo je zmagovalec, oziroma zmagovalka današnjega virtualnega slama. Ja, slam poezijo ste danes poslušali in zdaj žal je konec s tem. Če se vam je zdelo to koliko toliko v redu, dajte nam sporočiti, če vam je bilo to, o moj bog, jaz sam slam poezijo rad poslušam živo in mi je bilo to, ja, potem dajte nam to povedati, mi moramo to vedeti, če boste imeli ful navdušenja, če boste vi rekli, da je bilo to cool, bi ponovili še kdaj mogoče, če boste pa rekli, prvič ste, poskusili ste, ni vam šlo, vseeno vas imamo radi, pa tudi prav, mi moramo preizkusiti stvari, da vemo, kaj se dogaja. Matic, postla je tvoja. Samo zvok si vklopi še. Tak, hvala. In en velik aplauz za Matica.
Bravo, Tic, bravo. Tudi vmes si dobil, bravo, Matica, raketa pa to. Ja, očitno smo tudi naredili tako vzdušje, kot da bi bili skupaj ljudje, ker zdaj naenkrat se pozdravljajo drugega. Hej, Marko, varianta. Tako da očitno smo naredili to vzdušje, vsi smo skupaj, vsi se družimo, vsi uživamo v poeziji. Nina mi še zmeraj ni poslala, kdo je zmagovalec ali zmagovalka. Tako da, Nina, ko boš vedela, mi reči, da veš. Hvala, da ste tudi nekateri že pisali, kako vam je bilo. Super, še kdaj prosim, še večkrat prosim, zelo imamo prijazne komentatorje, ki vsakič dodajo prosim, tako da, če so tako vljudni, haha, gospod Brumen se vklopi. Vidim, da teče pogovor, vidim, da se imate fajn, mi se imamo tudi fajn. Hvala, da ste bili z nami. Ni še konec, imamo še nekoga, ki ga bomo nagradili danes. Nina bo mi povedala, kdo je to, ampak Nina je zdaj samo lepa na tej sliki, tako da ne, ker me je dala čez cel zaslon, verjetno ne. To imaš mojca. Ja. Tako da, hvala, da ste bili z nami. Če razmišljate o donacijah, zakaj pa ne te dni, se najbolj pokaže, da nekateri žal ne morejo delati, pa bi radi, pa jim je to pač onemogočeno. Eni izmed njih so tudi Kralji ulice, ki ne prodajajo svoje revije, lahko tudi njim donirate. In tudi Slam Zverine bodo v imenu zmagovalca, zmagovalke tega večera donirali. Nina, to je ona situacija, ko dobim tak en listek, pa mi rečeš, preberi zmagovalca. Nina je danes namreč lotila tehničnega dela in to res cenim, ker moram priznati, kdo za vraga bi to rad vse sam počel. In včasih je fajn imeti, Nina se javlja, Nina, se slišala, Nina? Ja, se slišimo. Šla sem še dvakrat, oziroma še tretjič skozi številke, nekateri ste še do zadnjega oddajali. Hvala vsem tem sodnikom, ki so danes glasovali. Ne bomo jih poimensko izpostavljali, čeprav zdaj vemo, kaj si mislite. Je pa tako, da imamo strašno Nina mi se namreč Ja. Videla sem zdaj, ker mi je tako poslala, odgovorov sem tako, ne vem zdaj, Nina, kako bova to naredila. Ja, ne vem, kaj je... Battle, ne. Boš ti povedala, jaz naredimo battle? Ja, ne vem, ti povej. Ti zdaj reči, kaj? Kaj pa, če poveva, kdo se je uvrstil najvišje, pa preverimo, če imajo materiala. Okej. Imamo namreč ne enega, ampak kar dva, ki imata isto število točk,
torej sta izenačena, dva sta bila tako priljubljena, da so ljudje rekli, tu imaš moje točke, tu jih imaš, vse, rabiš še, imam še. In sicer dajmo en velik aplauz za Eva! Eva Kokar! In zdaj dobiš zmaga na prvem spletnem slamu, tako bo izgledala profilna, tako bo to bo krasno. Tudi če boš okrog obrjena, boš imela izmer vse posod bo to bo krasno. In ne le Eva, ne, imamo še Nina. Nika! Nik Škorjanc, bravo! Danes si usvojil svoje srca. Ne svoje, Maša. Maša, njihova, Maša. Vsa srca so tvoja, to je vse zate. Zdaj pa to vprašanje je bilo, ne. Jaz sem čisto zadovoljna z vajnim rezultatom, zaradi mene imamo lahko najboljšega slamerja in najboljšo slamerko večera. Če pa želite ultimativni battle, imate še eno pesem pripravljeno, pa se lahko sfajtata. Zdaj pa je Nina vprašanje bilo verjetno to, ne? Moram postaviti kot vprašanje, ne? Pardon, na YouTubu so bili, komaj sledim. Daj mi še enkrat zastavi isto vprašanje. Ok. Moram mi vprašati, če hočeta, ne? Ja. Ok. Torej, Eva, a si pripravljena in sprejmeš? Imaš še eno pesem na repertoarju in se lahko zbetlaš. In Nik, a si ti pripravljen odpreti svojo knjižico, prelisati in reči to in jo podati svojim srčnim prijateljem? Ja, jaz sem. Aha, Nik je. Eva, kaj praviš? Lahko Ja. rečeš tudi ne, mislim, sej... Ja, ne, mislim, kaj pa, če smo oba zmagovalca? Lahko, mislim, če se Ajde. mene vpraša, je to bilo lepo zaključeno. Pa imamo dvojno donacijo za Kralje Ja. ulice. Ja, To je lepo izgleda, ja. Jaz vem, kaj sta hotla, ona nista hotla imeti samo enega budžeta, ona sta hotla imeti tak dve, tak, malo se bojo videlo, malo bo to imela po fulonih gor, tako da, to bo krasno. Ja, Nina, slišala si, današnji virtualni je bil dokaj uspešen. Iz moje strani malo manj, ampak iz vaše strani pa je super. Hvala za vse to, kaj ste pripravili. Hvala, da ste se potrudili in se izolirali in poslušali slam poezijo. Hvala Evi in Niku, ki ste imeli odlično poezijo, pa vsem ostalim tudi, ki ste jo tudi peli, ampak vam žal tokrat ni uspelo. Nič za to, slam, kjer se en slam konča, se nekje en slam začne. Nina bo verjetno brala še tako do polnoči vaše komentarje, tako da, če želite Nino zasipati do 3 zjutraj, sam pišite, zdaj si dajte duška, pa magari so to vici o, ne vem o čem zgleda, da bi Nina rada brala vice, ne vem, ampak vi verjetno veste. Teda, hvala, da ste bili z nami, hvala, da ste poslušali. Hvala, da ste pretrpeli vse zaštekane situacije. Mi bomo zdaj ful začeli mahati, vi nam lahko začnete mahati in Nina nas bo enkrat izklopila. Hvala in lep večer! Adijo! Dio. Adios.